kakšno korist imamo Slovenci od tega, da so nas Američani našeškali? Je sploh še aktualna dilema, bencin ali dizel? In demonstriramo vam, kako obrniti poškodovanega motorista. Torej, poglejmo današnjo avtomobilnost. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes prinašamo dobre novice iz Kitajske v Slovenijo. In sploh, če ste slovenski inženir, v današnji avtomobilnosti vam povemo, kaj kitajska podjetja potrebujejo od vas. Torej, poslušamo prvo dobro novico. How welcome do you feel in Slovenia? Best. To je zelo dobra novica, ker je še lanskega septembra kazalo zelo klavrno. Kitajci gledajo ta vidik, kakšen je odnos države, politike do Kitajske. Ali so Kitajci dobrodošli v državi ali ne. Tudi tukaj mislim, da slovenski odnos do Kitajcev je bolj hladen kot topel. Ker so na zadnje klepetala, Slovenija nekako ni bila tista, ki bi Kitajce prav z veseljem sprejela. Se pravi, da niso bili tako zelo dobrodošli. Zdaj pa slišim, da se je... Vmes se je zgodilo seveda to, da smo mi slepo sledili Ameriki. Zdaj pa, ko nas je Amerika malo okrofutala in malo našeškala, so pa nekateri tudi spregledali, da mogoče pa da bi se lahko obnašali malo drugače. Slovenija, ko je glasovala pred letom dni proti uvedbi carin kitajske blagovne znamke, je na Kitajskem povzročilo samo 5 držav je bilo takih, ki smo glasovali proti, in je Slovenija na tej listi držav iz Evrope prišla zelo, zelo visoko, če ne celo na prvo mesto. Na drugi strani pa tudi Slovenija, ker vemo, da je kar precejšen delež našega BDP-ja prihaja z avtomobilske industrije, išče nove trge, iščemo nove partnerje. Vemo, da je Slovenija kandidat kar za nekaj kitajskih znamk za proizvodno. Vemo, da tukaj imamo Renault kot proizvajalno bazo in Dongfeng že sodeluje z Revozom, ker skupaj sodeluje tudi na Kitajskem za Nissan podjetje, tako da tukaj je že, bom rekel, sodelovanje. Dongfeng za Revoz. Je pa res, da trenutno so Kitajci malo zaustavili te proizvodne interese, zato ker je Evropa uvedla te carine, 30% poraba oziroma potrošnja električnih vozil je zastala in se čaka, če rečeva, da bodo te stvari zagnali. Drugače pa Slovenija tudi dela močne aktivnosti na tem področju in vsega vam ne moramo povedati, ampak smo že zelo blizu za več podjetij, da bi proizvodne tekle v Sloveniji. Se pravi, da bi Revoz delal in za Geely in za... Revoz, Magna, imamo teh proizvajalcev 2 in iščejo se še nove lokacije. Vse te opcije so na mizi, ja. Did you find some development in the growing business in Europe with some factories? Well, it's too early to talking about it. But of course, localization is definitely our target. So be global for local. And so that's why, as a first step, we expand our networks at first. Of course, if you want to do further localization, you need a supply chain. You need more and more partners there. I think that this day will come soon. Okay? Are there any chances that you will make a home base in Slovenia? We're studying it because logistics, we already have some discussion with the port. Can we expect that from Luka Koper you will expand into the Europe? Sure. In Slovenia, very well cover the east and the south part, even the middle. And what are the possibilities that you will, besides logistics center, find some job for Slovenian engineers, for example? Interesting, and because Slovenia promotes our new technology like ADAS, like car connectivity, we need to understand local needs. So some of the engineers in Slovenia maybe can help us to make this more adapted to the local needs. Because car connectivity, languages issues, or apps issues, it's so it's from the beginning that we just start. Torej, slovenski inženirji, pridite in povejte, pomagajte, da te kitajske avtomobile res pripravimo, da bodo takšni, kot si jih želimo tukaj v Sloveniji. It's not a zero game, it's a synergy, it's help each other. So we want to build a bridge between these two countries. We still have a lot of the things to understand mutually. China's culture, history, Slovenia's history and culture. So let two countries
customers know each other. Let everybody in Europe understand the China brand. We come here and serve your green mobility. That's our task. Torej, koristno je, da Evropejci povemo, kaj si pravzaprav mi želimo. No in dober primer tega, oziroma dokaz tega, da nas kitajski proizvajalci poslušajo, je Geely. Geely nam je to namreč dokazal na področju varnosti. Med našim obiskom Kitajske so nas tako pri Geelyju povabili v svoj Safety Lab, tako imenujejo svoje središče, kjer izvajajo zahtevne simulacije in pa trke vozil. Mimogrede, v zadnjih 15 letih so tam razbili v imenu znanosti več kot 5000 vozil. 5000. No in kaj smo se tam naučili? Kitajski proizvajalci, v tem primeru Geely, tam nadgrajujejo vodilno evropsko znanje. V tem primeru ga je Geely pridobil od Volva in Volvo v tem primeru ni le ena izmed evropskih znamk, ampak pravzaprav sinonim za varnost, ko govorimo o evropskih avtomobilskih proizvajalcih. In kaj je nauk te zgodbe? Če Kitajci, ko slišijo nekaj, da si to želimo, če ne bojo znali sami narediti, bodo to preprosto kupili. Ampak en primer se mi zdi tudi zanimiv, naprimer model MG ZS, ki smo ga testirali, mislim, da še pred letom 2020. Tisti avtomobil je imel, tiste displeji so bili pravzaprav plastični in zelo, zelo neintuitivni. Danes pa v vseh teh kitajskih avtomobilih dobimo že na take velike zaslone. Ampak Luka, ti si po kitajskem se s temi avtomobili tudi vozil. A so postali te Geely že tudi kaj bolj dinamični? Tudi na tem področju kitajski proizvajalci, v tem primeru Geely, delajo korak naprej. Je pa res, da jim še kar nekaj manjka, da bodo na tem področju dosegli evropske proizvajalce. Naprimer, pravilno dojemanje užitka v vožnji, kar je dober primer poligon, testni poligon, ki so nam ga na Kitajskem postavili. Namreč ta poligon je omogočal res izjemno, pravzaprav smešno kratke testne vožnje. Približno pol minute mogoče je trajala testna vožnja. Sprej po parkirišču. Po parkirišču med stožci, no in v tem času so kitajski razvojni inženirji teh avtomobilov pričakovali, da bomo mi nabrali dovolj izkušenj. No, kakšnih tehničnih zaključkov jaz zdaj ne morem potegniti, lahko pa rečem, da je prvi vtis nekako obetaven. Ti avtomobili so verjetno udobni in v prvi vrsti udobni, ker Kitajci si to pač želijo. No, sej tukaj je res tisto vprašanje, kaj si dejansko Kitajci od svojih avtomobilov dejansko želijo. Spomnim se, ker sem lani na tem testnem poligonu v Dudenhofenu v Nemčiji klepetal z Lotusovim inženirjem, no in povedal mi je, da imajo na svojih sestankih vedno v bistvu nekako nesporazume, kakšen naj bi avtomobil bil. Zato, ker Kitajci bi se ukvarjali s tistimi muckami na zaslonu, pa z masažami, pa z glasovnim upravljanjem, se pozabljajo pa na same vozne lastnosti, da bi dejansko mi v Evropi tukaj radi avtomobile tudi vozili. Mi je pa rekel, no, da vse tisti Kitajci, ki so v tem razvojnem centru nekaj let, potem končno nekako že začnejo razumeti, kaj mi tukaj v Evropi hočemo. Torej, da avtomobili niso le dnevna soba na kolesih. Ampak z kitajskega vidika pa lahko razumemo, zakaj si želijo v avtomobilih tega udobja dnevne sobe. Namreč njihovi avtomobili veliko večino svojega časa ali pa kar ves svoj čas preživijo v mestnih gnečah. Namreč kitajska mesta so tako zelo velika, da pravzaprav lahko se voziš od enega mesta do drugega 4 ure, pa pravzaprav nikoli ne zapustiš urbanega območja. Res sploh nimajo podeželja pravega, takega, kot mi tukaj. Tako. Njihovi avtomobili lepih podeželskih cest, kot jih mi poznamo v Sloveniji, nikoli ne vidijo. Tudi takrat, ko so nas peljali organizatorji na tisto čudovito, krasno nabiranje čaja, smo se do pravzaprav kitajskega podeželja, do slikovitih gričev vozili 50 km/h po povsem urbanih cestah. No, ampak zdaj sem se spomnil na sprehod, ki sem ga imel po teh glavnih ulicah Šanghaja, sploh tista promenada Bunc s vsemi tistimi stolpnicami. Da me predvsem tem presenetilo, kako ima ves ta blišč svojo protiutež v tistih stranskih ulicah. Samo da si mal stran zavil od tiste Nanjing ulice, si imel ulice, v katerih so bili tisti električni kabli tako zelo prepleteni, da sem že prav pomislil, joj, to bo pa enkrat kar zagorelo. A tega nisi ti znal? V Hangzhouju je pa tega precej manj. Zdi se, da je mesto povprečno celo bogatejše. Veliko je tam poslovnih con in ogromnih poslovnih stolpnic, poslovnih središč, pa tudi vozni park se zdi še za odtenek bolj prestižen kot v Šanghaju.
tudi kar se tiče dvokoles, skuterjev. Tudi kar se tiče dvokoles, no je pa predvsem tem zelo zanimivo, da je zaradi vseh teh električnih avtomobilov, še posebej pa koles, v mestnih središčih izjemno tiho, precej tišje v resnici, kot pa v evropskih mestnih središčih. Jaz sem kaj, kako vsi teleskuteristi ves čas trobijo in potem delajo umeten hrup, namesto da bi imeli lepo, mirno, prijetno okolico. To je pa res. Spomnim sem se pa še na to, zdaj, ko smo ravno pri vseh teh skuterjih, na tej glavni Nanjing ulici v Šanghaju me je presenetil tisti semafor. V peš coni pravzaprav. Semafor samo za kolesarje in pa skuteriste. Seveda, ko sem jih malo spremljal, se mi zdi, da je tisti semafor upoštevalo samo kakšna polovica teh udeležencev v tej peš coni. Zato se mi na nek način zdi, da je urejanje tega mikroprostora z enimi takimi strogimi pravili pravzaprav komplicirane, zaradi tega, ker v tem mikroprostoru se lahko preprosto sporazumemo z enim enostavnim pogledom. Je pa res, da seveda ta pogled v Šanghaju pomeni tudi kamera na vsakem vogalu, praktično pod vsako kitajsko zastavo. Tudi policisti, mimogrede, se pravzaprav z vsemi tistimi prekrškami sploh niso ukvarjali, bili so prijazni, dostopni, komunikativni. Tako da na nek način mi je dalo vse skupaj misliti, da je pomembna predvsem prisotnost teh kamer in pa prisotnost policije, da dejansko se lahko počutiš na vseh teh ulicah varno in pa da ne pride nobenemu na misel, da bi zganjal kakšno neumnost. No, jaz se strinjam, jaz sem se povsem varno počutil med temi precej manj strogimi kitajskimi policisti. No, zdaj pa se vrnimo k avtomobilom. Katere so tiste glavne, sveže novosti, ki prihajajo z Kitajske k nam v Slovenijo? No, naslednji teden na slovenske ceste zapelje Geely EX5. To je tisti terenac, ki si ga ti vozil po tistem majhnem parkirišču na Kitajskem, ne? Res je, na hitro sem ga imel priložnost voziti. Prvi vtisi so obetavni. No, glavna informacija pa je, da je to zaenkrat prvi in edini povsem električni model, ki ga bomo lahko vozili pri nas. No, ampak sej to ni tako zelo presenetljivo. Kitajske znamke zdaj že vedo, da Slovenija ta hip še ni zrela, da bi šla popolnoma na elektriko. In zato kitajske znamke zdaj v ta hip poleg električnih modelov prinašajo tudi svoje bencinske modele. No in lahko povem, da na ladji so že prvi avtomobili kitajske znamke Bestune. Pa potrdili so tudi, da v Slovenijo prihaja tudi Stellantisova kitajska znamka Leapmotor. V nizkem štartu so pri družbi Chery, kot vemo se obeta tudi znamka Chang'an in pa seveda dolgo se že šušlja, da bo v Slovenijo končno vstopila znamka BYD. Veliko je bilo šušljanja, kater uvoznik bo to znamko dobil. Na koncu so se Kitajci odločili, da bodo tukaj v Sloveniji delovali kar sami svojo pisarno v Zagrebu, ki pa prav zdaj ima kar nekaj razpisov, da bo zaposlila tudi kar nekaj Slovencev. Ampak prav zdaj pa ste že v Slovenijo zapeljali dve novi znamki. Govorimo o znamki Hongqi in pa o znamki Bike. Znamko Hongqi boste zelo preprosto prepoznali po tejle značilni rdeči črti tukaj spredaj. No, mimogrede, tale črta lahko na Kitajskem sveti rdeče tudi med vožnjo, pri nas pa je to seveda zakonsko precej omejeno oziroma prepovedano. No, gre za znamko, ki je najela Rolls-Roycevega oblikovalca, nekdanjega oblikovalca, da zanjo pripravi oziroma zdizajnira predsedniški avto. No, tale avto je seveda precej bolj dostopen, ampak še vedno ima, lahko rečemo, kar značilno Rolls-Roycevo masko s temi pompoznimi, kromiranimi vertikalnimi dodatki. Ampak ta maska ni velika samo zaradi te pompozne pojave, ampak tudi zato, ker je ta avto pravzaprav bencinski. No, na drugi strani pa imamo znamko Bike. No, ta znamka je dobila ime po kitajskem glavnem mestu in tudi prvi modeli še imajo takšno oznako. V prihodnje bo tukaj pisalo Bike. Spomnim, da v prejšnji oddaji smo vam pokazali pompozne modele te znamke, se pravi terence, ki nekako spominjajo na tistega Forda Broncota. No, ampak v vsakem primeru pa govorimo o znamki, ki je na nek način bolj ljudska, nima tistih interesov, da bo stregla s prestižem.
Vrnimo se zdaj ponovno na vozne lastnosti. No, mi imamo v Sloveniji, v naših precej manjših mestih, kar srečo, da lahko zelo hitro pridemo do kakšnih zelo slikovitih in dinamičnih cest, kjer se z našimi avtomobili vozimo tudi kar tako. Za užitek, da pobegnemo. Ne? Kaj praviš, greva gor na Rakitno? Na Rakitno jaz vzamem GLC Coupé, tipa običajnega GLC. Se pravi, ti boš šel po ovinkih, jaz bom šel pa po makadamu. Za nazaj pa zamenjava. Dogovorjeno. Torej, današnja dilema nas sprašuje, ali bi vzeli bencinsko gnanega GLC Coupéja ali pa dizelsko gnanega GLC-ja. Seveda, klasična dilema, sprašujemo pa se, ali je danes v letu 2025 ta dilema sploh še aktualna. Seveda se je v letošnjem letu smiselno vprašati, ali bi si želeli klasično gnan avto ali pa električen avto. No, ampak če želiš, tudi ta dva avtomobila imata vsaj delno električno pomoč, oba sta namreč blaga hibrida. No, ampak če pogledamo pa realno stanje na cestah, je ta današnja klasična dilema še kako aktualna. Je pa res, da včasih, recimo vsaj 10 let nazaj, smo se večinoma pri taki dilemi spraševali, kdaj bomo tisto razliko v nakupni ceni prinesli notri skozi stroške goriva. No, danes pa lahko poudarimo, da sta ta dva avtomobila praktično pri nakupni ceni izenačena, tudi ponujata oba dva enako konjenico, oba imata tudi 4-kolesni pogon. Izluščili smo 5, po našem mnenju, glavnih parametrov, zdaj pa kar primerjajmo ta dva avtomobila. Začnimo s prvim vidikom, ki nas seveda zelo zanima. Kakšna je razlika v porabljenem gorivu? No, v primeru bencinskega GLC Coupé smo pri mešanem ciklu porabili približno 7,5 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov. No in če ga primerjamo z dizelsko različico, tukaj bo poraba na 100 kilometrov nižja za približno liter do liter in pol. Seveda bo razlika nekoliko narasla, če boste turbobencinski motor v tem avtomobilu nekoliko bolj priganjali, razlika pa bo nekoliko večja tudi v primeru višjih avtocestnih hitrosti, kjer je za porabo goriva dizel še vedno nekoliko bolj ugoden. S sodobnimi pogoni se ta razlika v porabi sicer med dizelskimi in bencinskimi motorji precej manjša. No, enako pa velja tudi za razliko v navoru, tistem navoru pri nižjih vrtljajih. No, še vedno pa ima na tem področju dizel nekaj prednosti, predvsem bo bolj ugoden za, na primer, vleko prikolice, za vožnjo v strme klance ali pa delno tudi za terensko vožnjo. No in pri tem našem drugem vidiku bo bencinski pogon boljši predvsem zaradi svoje linearnosti, zaradi boljšega občutka oziroma bolj predvidljivega občutka pri pospeševanju. Ampak to pospeševanje nas pripelje že do tretjega vidika. Na našem testu smo ugotovili, da se da s tem benzinskim motorjem še za odtenek bolj uživati v zavojih. Tukaj pa mislim predvsem na tiste asfaltne zavoje, na takšnih slikovitih cestah, kot je na primer ta na Rakitno. In ta turbobencinski motor zaradi svojega karakterja deluje precej bolj igrivo, še posebej pa nas je seveda prepričala njegova zvočna kulisa. Zvok pa nas pripelje do četrtega vidika, do akustične uglajenosti. No in ta je seveda še posebej pomembna pri takšnih vozilih prestižnega oziroma višjega cenovnega razreda. Dizelski motor je seveda nekoliko glasnejši oziroma opaznejši, še posebej to velja pri hladnem zagonu oziroma pri nizkem območju vrtljajev. Je pa res, da ta zvok motorja deluje nekoliko bolj robustno, obenem pa velja poudariti tudi, da ta dizelski karakter pri sodobnih turbodizelskih motorjih vse bolj izginja.
To se še posebej pokaže na avtocesti, kjer pri višjih hitrostih ropota dizelskega motorja praktično ne slišimo več. No, ampak če že moramo potegniti primerjavo, seveda bo bencinski motor tišji in bolj meren praktično v vseh režimih delovanja in na ta način še nekoliko bolj prestižen, če že govorimo o tem. Pa se lotimo še zadnjega, 5. vidika. Turbodizelski motor načeloma velja za bolj vzdržljivega od turbobencinskega motorja. No, kljub temu pa moramo vedeti, da je zelo občutljiv predvsem na kratke mestne razdalje. Dejstvo je, za optimalno delovanje je treba dizelski pogon veliko voziti. Voziti se je treba na dolge razdalje po avtocesti, tako da pogon segrejemo na optimalno temperaturo, ta pa se nam potem oddolži z zanesljivim delovanjem, v nasprotnem primeru pa seveda lahko pride do raznih zamašitev in okvar. Kateri je torej zmagovalec, bencin ali dizel? Gre za remi. Izbiro naj namreč določajo vaše osebne potrebe. Bencin bo najboljši pri mestnih vožnjah, dizel pri res dolgih avtocestnih vožnjah. Za dinamične ovinke tukaj na Rakitno vam seveda priporočam bencinsko različico, za vleko prikolice pa bo boljša tale dizelska. Tako nekako velja za privatne uporabnike. No, pri poslovnih uporabnikih pa bo pri izbiri dizel, bencin oziroma elektrika vsekakor glavno besedo imela računovodkinja. Za vozniške užitke pa sta seveda primerna oba Mercedesa GLC, tako kupejevski, bencinski, kot tudi tisti klasični SUV z dizelskim motorjem. No, vozniški užitki pa so bili tudi osrednja tema na nedavnem Avtomotor šovu v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču in to bi končno spet po dolgem času en tak strasten, zabaven avtomobilski dogodek, kakršne smo Slovenci zares pogrešali in lepo je videti, da smo ga zdaj spet dobili. Bilo je ogromno ogromno smeha, zabave, veselja, ogromno tudi fotoaparatov pa socialnih omrežij. No, vsekakor pa je bil to v prvi vrsti dogodek za mlade. Jaz moram reči, da sem se tam na tem dogodku počutil kar že malce starega, je pa dejstvo, da mladi očitno še imajo avtomobile zelo, zelo radi in nimajo prav tisti, ki pravijo, da je konec tiste dobe avtomobilizma. Se pa pridržujem mnenju mojega novinarskega kolega iz revije Autofocus, Gašperja Stamača, ki je rekel, da ja, naša generacija je imela avtomobile rada, zato da smo bili svobodni, da smo šli po svoje vandrati. Danes pa jim je bolj pomembno, da se ta pločevina blešči, pa da so pospeški kar najhitrejši. No, mladina bo vseeno slejko prej pogruntala, da ni vse v tem, kdo ima večjega in hitrejšega, ampak da je za te glavne užitke pravzaprav pomembna dobra cesta. No, vsekakor me je ta dogodek na Gospodarskem razstavišču spomnil na nedavno Lukatovo zgodbo, ko so mladi po poligonu Vransko driftali in pa se podili s tistimi superhitrimi BMW-ji. No, nedavno sem se tudi sam zadržal na poligonu Vransko, ampak tokrat sem se družil s starejšimi vozniki, z motoristi. Tistimi motoristi, ki so se udeležili vsakoletnega osvežitvenega treninga zavarovalnice Triglav pred novo motoristično sezono. Dogodek Motoristi za motoristi že 12. leto tradicionalno poteka na Vranskem. Ker namreč motor je prevozno sredstvo, ki ga v našem podnebnem okolju težko uporabljamo skozi celo leto, zato je ključnega pomena, da po tem zimskem predahu motoristi imajo možnost osvežiti svoje motoristično znanje. In kaj sem se letos naučil na tej delavnici? No, najbolj me je fascinirala delavnica motoristov reševalcev. Kadarkoli kogarkoli obračamo, je pravilo, da gre vedno v obrat na ta način, da njegov nos vedno potuje po zraku. Nikoli ne obračamo na ta način, da bi šel po zemlji z nosom. 1, 2, 3. Gremo na bok. Kar gremo. Hop. Gremo, še. Tako. Ok. 1, 2, 3. Odlično. Zdaj praviloma bi midva morala... Boga, dajte mu še zravnati. Midva bi morala zaključiti v tem položaju, tako kot je bila glava. Takle, tako. Ne? No. In šele zdaj, ko ste na hrbtu, zdaj pa greva počasi v ravnanje glave. Počasi poravnavaj glavo in ga... Kaj boli? Ja, ne zavesti, tako da ja, ne odgovoril. Dobre. Okay. Poravnava. Nisva čutila dobenega upora. Super. Zdaj bova pa začela snemati čelado. Čelado laiki jemljejo v dveh primerih.
Pomeni, kadar je oseba neodzivna, ta motorist neodziven, ne moramo spostaviti z njim kontakta, ne vemo, ali on diha in mi ne moramo sprostiti dihalne poti. V tem primeru moramo sneti čelado in takrat, kadar izteka kri iz čelade, ker moramo seveda ugotoviti, kje je kri izteka in tudi pogledati in takrat sneti čelado. Pa kar drživa, s tole roko, kar tule drži, tako. Zdaj pa greva mi dva, z eno roko spodaj, z drugo za čeljust. Sva odpela čelado? Sva. Ok. Pa tule noter morava gledati njegov nos, da ga vidiva. Greva malo gor, ti samo drži, pusti, po mesto. Pazi, nos. Ok, zdaj sva čez nos, zdaj pa lahko greva. Kar greva. Odlično, super. Čelado na stran, prevzami glavo. Takle, takle. Eto. In dobro si je nasloniti komolce na noge, da je bolj stabilno. Ma. Ajde, zdaj pa ti lahko spustiš in zdaj greš ti počasi v spuščanje glave proti tlom. Ista zgodba. Dokler glava lepo pada, nežno, noben problem. Če čutite upor, on tudi če je nezavesten, pa če ga bo bolelo, vam bo začel ali umikati oči ali bo karkoli grimaso naredil. Pomeni nekaj narobe, ne tiščati na silu. Stoj, podlagamo, ledvični pas, rokavice, karkoli. To višino je treba kompenzirati in potem glave ne spustimo več. Dokler ne pride ekipa nujne medicinske pomoči, reševalci, glavo varujete vratno hrbtenico. Ne spuščati. Sapele, na tej strani pa šerka Anastazija. Ko jaz vzamem čelado v roko, torej koremna intervencija, vidim njuni imeni in seveda se spomnim na njo in pravim, ok, še za nekaj moram biti. Motoristi reševalcev v zavarovalnici Triglav podpiramo že od samega začetka tega dogodka. Zakaj? Zaradi tega, ker so motoristi reševalci tisti, ki prvi pridejo na kraj nesreče in ključnega pomena je, da so pri svoji vožnji tako učinkoviti kot tudi varni. Zavarovalnica Triglav je en iz prvenstvenih sponzorjev, ki nam omogoča, da se reševalci motoristi udeležujemo teh treningov in tudi na Vranskem so se seveda tukaj prilagodili našim potrebam, torej to so specialni tečaji, se odvijajo vsi pri velikih hitrostih. In v tako malo bi temu rekli, ko se motoristi ne vozijo več, torej v vremenski pogoji, ki niso najbolj ugodni, torej v dežju, v mokri površini, pomeni, da mi preizkusimo zaviranje pri 130 km/h na mokri podlagi v dežju na polno. Spoznal pa sem tudi zavarovalniškega agenta, ki je motoristično nesrečo okusil na lastni koži oziroma na lastnih kosteh. Z njo bi rekel, da sem poceni odnesel na kljub dolgotrajnemu okrevanju. Žal sem bil v momentu nepokreten. Samo reševanje je, kljub temu, da so bili sami laiki, so se odzvali zelo v redu. Srečo sem imel, da je potem na kraj nezgode prišla gospa, ki je bila iz zdravstvene stroke. Sem tudi potem, ker je bil kraj zelo odročen, celih 45 minut čakal na prvo pomoč. Tukaj zdaj nismo govorili, če je vse v idealnih pogojih. Ko nekdo leži na 40 stopinjah v osnovnem kombinezonu na sred cestišča, ki ima, ne vem, 70 stopinj, je potrebna tudi kakšna senčka. To pa so potem ljudje kar dosti iznajdljivi po dobro pomoč, pomeni z dežniki, z senco torej, ampak ja, zelo dobro so ukrepali ljudje oziroma odreagirali. Novica tedna pa je zagotovo, da je v Slovenijo prišel Uber. Imaš kakšen komentar na to? Ne, jaz menim, da je to bolj politična tema kot pa avtomobilska, če se strinjava glede tega, ampak mogoče zelo zdaj spet vrnemo nazaj spet v Šanghaj. No, tam Uberja ne poznajo, imajo pa aplikacijo Didi. Si ti mogoče to preizkusil? Žal jo nisem uspel, ker so nas pa res ves čas vozili naokrog. No, jaz sem pa preizkusil veliko tega javnega prevoza in lahko povem, da je bistveno cenejši kot pa tukaj v Evropi. Recimo za primer, taksi vožnja od hotela do sejmišča, ki je nekako vzela dobre pol ure, me je stala komaj 3 do 5 evrov. Odlična izkušnja je bila tudi metro, ki sicer pride v popoldanskih urah precej napolnjen. No, ta je stala okoli 40 centov. Izredna izkušnja pa mi je bila vožnja s tistim njihovim hitrim maglev vlakom, ki dejansko pelje po eni taki magnetni podlagi. No, ta vožnja je recimo stala za 4 evre. Smo se povozili 300 km/h in bilo je izredno udobno in izredno tiho. Torej, naslednjič, ko si tam, preizkusi. Ista cena kot Novo mesto Ivančna Gorica. Recimo, ja. No, zdaj pa se posvetimo že delno vsebini prihodnje oddaje. Pri tem pa nam bo pomagala kar umetna inteligenca, ki je vgrajena na Peugeotovo spletno stran. Ali je blagi hibrid res dovolj za tako velik avto, kot je Peugeot 5008?
ali ga je treba priklopiti v električno polnilnico. No, odgovore na ta vprašanja nam bo delno ponudila tudi Martina prihodnji teden v svoji zgodbi. Glede Peugeota 5008 se v uredništvu nismo strinjali in danes vam povem mojo plat zgodbe. S tem v bistvu gledaš v ekran čez volan. Se lahko takole zelo prijetno skriješ. Do takrat pa nas seveda spremljajte na spletnem portalu mmc.rtv.slo.si, sledite nam na družbenih omrežjih in seveda naročite se na naš YouTube kanal. Srečno!